Z veseljem moram deliti z vami dobro novico. Kontaktirali so me direktno z Kitajske iz podjetja Mažin, če bi sodelovali skupaj za predstavitev njihovih izdelkov. Seveda, rekel sem ja, tako da so mi poslali kolesarski računalnik, zadnjo lučko in pa merilnik srčnega utripa. Živjo, en prolep kolesarski pozdrav. Za začetek bomo najprej pogledali, kaj je v škatli tega kolesarskega računalnika. Tukaj je števec, ga prav previdno vzamem ven, da ne razbijem kaj. Ko izgleda, mislim, da je zelo podoben takmu, ki ga že imam od Garmina. Dober oprijem, taka kompaktna plastika. Na škatlici tako na hitro vidim, da piše, da je 2,8-inčni barvni touchscreen. Med temi osnovnimi funkcijami pa je našteta tudi navigacija, sinhronizacija z Wi-Fi, odpornost na vodo, USB tipa C, pametna obvestila, pametni trener, povezava s Stravo. Mislim, da ponuja kar precej takih funkcij, ki jih dobimo tudi pri ostalih primerljivih števcih. V škatlici je še ena manjša. In tukaj se najbrž skrivajo kabelčki in vsa ostala oprema. Knjižica z navodili. Manjša vrečkica, tukaj vidim, da je kabel za polnjenje. Tako kot je obljubljeno, USB-C, pa še ena malenkost. A seveda, nastavek za balanco in elastike, vrvica za pritrjevanje števca, če se bojiš, da bi ti odletel dol z kolesa. Na internetu sem prebral, da je ta nastavek enak kot pri Garminu, tako da če že ima kdo nosilec od Garmina, lahko uporabi kar tistega in nastavi števc gor. Bom pa jaz to preveril na svojem kolesu, če je res. Ja, tako kot obljubljeno, dejansko paše na Garminov nosilec. Vse, kar vidimo tukaj, je bilo v tisti škatlici, kar se tiče tega števca. Evo, približno 3 sekunde sem držal gumb in zdaj se je števc prižgal. Zdaj pa pogledamo te osnovne nastavitve. Na voljo je približno 10-11 jezikov. Mislim, da bom izbral angleščino. Piše One Lap Fit. Odpremo. Potrebno je kreirati račun, potrditi elektronsko pošto in opisati svoje osebne podatke. Add my device C606. Zdaj se uparja, vidiš. Tako po občutku se mi zdi, da kar precej dolgo traja, ampak ok, počakam te 2 minuti, da se to uredi. Na vrhu imamo uro, verjetno lokacija, Bluetooth baterija, če potegnem z vrha, tihi način, glasni način, varčevanje z baterijo, ali pa izklopljeno. To je pa ne moti, da ne dobivaš sporočil. Ko je to omogočeno, ne boš dobival sporočil in obvestil. Tukaj je svetlost ekrana. Rad bi nastavil vrsto športa, se pravi road cycling, namesto commuting bi dal pa mountain bike. Pa dajmo rdeče barve, ikonco damo hribe, MTB. Tukaj nastavim ekrančke, čim več podatkov 10, tukaj bom dal hitrost, povprečna hitrost, razdalja in kalorije. Tako, teh 10 podatkov bom imel complete, save, transmission completed, pogledam na števc, evo ga, mountain bike je tukaj. Odprem še to lučko, L308, to ni radarska lučka, ima sicer oznako, da je inteligentna, je pa neka manjša lučka to.
Evo jo, 3x3 cm približno. Zraven so še navodila. In pa nastavek za montažo. To je vse, kar je bilo v paketu za lučko. Zdaj bom dodal še senzor. Damo plus. Imaš različne načine. In te stvari je možno nastaviti potem v aplikaciji. Srček, smeško, evo, to bom jaz imel. In tle vidim na števcu, da je našel. Da kliknem. Daylight, protokol, baterija in je povezana. Tukaj je še senzor srčnega utripa z oznako H803. To je senzor srčnega utripa, ki ga ni treba nositi okrog pasu, ampak se ga nosi okrog roke. Poveže se s števcem, v glavnem deluje zelo podobno kot ostali senzori. V škatli je kabel za polnjenje. Za polnjenje, se pravi, ni treba menjati baterije, ker zdaj tisti senzor, ki ga imam, moraš približno enkrat na leto zamenjati ta malo baterijo, tega pa zgleda, da se ga da nafilati in tu je mogoče pa res en dober plus. Tako zgleda dolžina, približno 30 cm. Ja, ok. Se pravi, daš na roko. In glede na ta majhen obseg, tega niti ne moreš nositi ne vem kje visoko, ampak glih tle nekje na podlakti. Bom videl potem, bom povezal števcem, pa če kaže prav ali ne. Tega senzorja ne najde, ampak tudi ni videti, da bi deloval, zato ga bo zelo verjetno treba napolniti. Takoj, ko sem ga priklopil na USB, je začela lučka utripati. Mislim, da je najboljš, da prinesem števec sem, pa probam kar takoj upariti. Tako, probam še enkrat senzori. Dodaj, heart rate. Zdaj pa je. Dodam. Device type, protokol. To je to. In zdaj vidim med senzori, da imam srčni utrip in pa lučko. Potem so še moje fure. Kreiraj. Dodaj. Dodaj. Super, kar potegne. Pa tle bom dodal. Dodaj. Dodaj. Predogled. 43 km. Ok, shrani. Zdaj to na nek način uvaža. Prenos je uspel. Se pravi tukaj, če bi šel zdaj na route. Evo jo, Nova Gorica, 43 km, 167 višincev, tle imam predogled, dodaj k vožnji, mountain bike, senzor, start. Piše še, da ta način nima skreranega zaslončka, ki bi prikazoval zemljevid, zato te rute ni možno videti. Ok, bom tisti zaslonček dodal naknadno. Tak števc bom imel. Mislim, da bo tako super. Zdaj tudi vidim na števcu, da imam cestno kolo, gorsko kolo, oba senzorja, route sem probal. Mene zdaj zanima samo še ena stvar, pravijo, da je ta števc odporen na vodo, tako da gremo do kopalnice. Kapljice so sprašile, da se je ekranček malo premaknil, ampak kljub temu zdaj, da je moker, on se odziva z vrha dol, lahko spreminjam svetlobo, lahko nastavljam funkcije, mountain bike, vse deluje. Tako da bi rekel, ta vodoodpornost in pa obnašanje ekrana mi je kar ok. Poleg tega, da je ta števc touchscreen, ima pa tudi 3 gumbe, ta na vrhu je za vžiganje, od spodaj sta pa še 2 levo-desno. Se pravi, če bi se jaz odpravil na kolesarjenje, recimo bi šel s cestnim kolesom, bi dal start, evo, prvi ekranček je zemljevid in pa hitrost, na drugem ekrančku so tisti podatki, ki sem jih nastavil prej, lahko bi prehajal tudi s spodnjim levim gumbom, med obema zaslonoma. Na desnem gumbu
se pa pojavijo opcije, da naložim progo, da grem domov, da nadaljujem pot oziroma da jo končam. Od spodaj je še tale zaščitena odprtina, kjer se števc polni, USB tipa C. In tukaj od spodaj, ne vem, če se vidi, je tudi tista lukenca za namestitev te zaščitne vrvice, kar bom namestil zdaj. Evo, pa ga imam. Drugo je vse ok, kar moram preveriti je še to, kako dodam zemljevide na števec. Probamo plus, Evropa, Evropa 2 je Italija, Evropa 5 je Slovenija, Hrvaška. Ok, se pravi, Evropo 2 in 5 moram naložiti. Bom pa na koncu povedal, koliko minut približno je trajalo. Vsak si bo naložil tiste zemljevide, ki jih potrebuje. Če hočete imeti samo Slovenijo, si morate naložiti zemljevid Europe 5, nalaganje traja 36 minut. Jaz sem si poleg tega naložil še zemljevid Europe 2, zato da imam pokrito tudi Italijo in tudi nalaganje tistega zemljevida je bilo tam okrog 35 minut. Grem še enkrat v nastavitve, tukaj sem videl, da so avtorizirane aplikacije, Strava, avtoriziraj, verjetno bo treba upisati geslo. Ne, je že povezano, zgleda, da prevzame geslo iz aplikacije na telefonu in avtomatsko se je določil auto-upload, kar pomeni, da bo proga, ko bo enkrat shranjena, avtomatsko objavljena na Stravo. Če kaj pogrešam pri tem števcu, je to, da nima funkcije live track. Se pravi, ne moreš nastaviti neke osebe, ki bi prejemala tvoj položaj, kadar si ti nekje na kolesarjenju. Mislim, da je to ena taka dokaj pomembna varnostna funkcija, ki jo precej drugih števcev že ponuja. Ta števec sicer ponuja funkcijo Smart Assistant, kjer piše, da je še v beta fazi razvoja, ampak tam bi si lahko človek nastavil kakšen opomnik za pitje, mogoče kakšno opozorilo, kadar tvoj srčni utrip preseže neko vrednost. Meni tega ni uspelo nastaviti. Ves čas sem dobival obvestila, da je network error in naj poskusim ponovno, ampak nekje po 10 minutah sem potem obupal. Cena tega števca je pri nas 159 €, kar se mi zdi precej ugodna cena za tiste funkcije, ki jih ima na papirju. Realno bom videl kasneje, ko ga bom sprobal tudi na cesti, če me bo karkoli motlo ali pa če me bo s čim še posebej navdušil. Zaenkrat pa mislim, da je to kar dobra cena, sploh za tiste, ki iščete števce v tem cenovnem razredu. To bi bilo to, prav na kratko za ta video. Zdaj me čaka to, da števc namontiram na kolo, se odpravim z njim ven na cesto in testiram njegovo delovanje. Do takrat pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!